Spoštovane gledalke in gledalci, nahajamo se v parku športa, konkretno na DTK-ju, kjer se v izjemnem ambientu in dostojnih pogojih kalijo športniki. Danes bomo predstavili najbolj množično in najbolj popularno športno panogo nogomet, in to s poudarkom, kako je organiziran na Ravnah nogometni klub in kakšne tekmovalne uspehe dosega. Nogometni klub Fužinar ima bogato tradicijo. Začetki nogometa na Ravnah segajo v letu 1937, takrat so pričeli igrati nogomet na travniku v Logu, to je lokacija, kjer je današnja obrtna cona. Nogomet na Ravnah je imel med športnimi panogami izjemno konkurenco, kajti mesto Ravne na Koroškem je bilo in je še vedno mesto športa. Nogomet je imel svoje vzpone in padce, ob tem pa je potrebno povedati, da ljubiteljev in pristašev nogometa na Ravnah nikoli ni manjkalo. Izjemno neugodno obdobje za nogomet je bilo na Ravnah obdobje po osamosvojitvi, ko je bilo potrebno vložiti veliko napora za dokazovanje, da je mesto Ravne tudi mesto pripadnikov nogometne igre. Takratna krajevna skupnost Ravne je za ohranitev nogometa na Ravnah napravila zelo veliko. Kajti potrebno se je bilo upreti miselnosti tistih, ki so takrat vodili občino in so resno zagovarjali selekcioniranje športnih panog in pri tem zagovarjali stališče, da nogomet na Ravnah pomeni obrobno in neperspektivno športno panogo. Če preskočimo iz zgodovine v današnji čas, je potrebno uvodoma predstaviti in posvetiti pozornost nogometni šoli Fužinarja, ki je izjemno dobro funkcionira. Če preskočimo iz zgodovine v današnji čas, je potrebno uvodoma predstaviti in posvetiti pozornost nogometni šoli Fužinarja, ki izjemno dobro funkcionira. Nogometna šola Fužinar je v zadnjih nekaj letih razvila v največjo in najkvalitetnejšo nogometno šolo na Koroškem in tudi širše. V nogometni šoli Fužinar vsako leto financirajo najmanj 5 izobraževanj trenerjev pri Nogometni zvezi Slovenije, kjer trenerji pridobivajo ustrezne licence in znanje za delo z najmlajšimi. Poleg rednih prvenstvenih tekem selekcije tekmujejo na različnih turnirjih tako širom Slovenije kot tudi v sosednjih in bližnjih državah. Vodstvo nogometne šole je potrebno pohvaliti, da velikokrat omogočijo svojim otrokom obisk turnirjev za otroke ter s tem omogočijo, da se mlade selekcije nabirajo neprecenljive nogometne izkušnje. Pohvalno je tudi, da omogočajo vsem otrokom, ne glede na socialni status, udeležbo v nogometni šoli. Tako lahko starši, ki so prejemniki socialnih transferjev, zaprosijo za znižano plačilo ali pa oprostitev plačila članarine. Takšne primere seveda obravnavajo izredno diskretno. Lep pozdrav vsi prijatelji našega nogometa. Lahko rečem, da z veseljem pogleda tole mladino, z veseljem pogleda tole naš mladi novi svet. Upamo, da bomo nadaljevali taki po tej poti še dolgo, da dokler ne izrastete vsi člane NK Fužinarja. Rad bi pozdravil v naših vrstah, danes je na obisku predsednik Nogometne zveze Maribor, gospod Milan Jarc, v spremstvu, aplavz prosim, v spremstvu vodja tekmovanja Dejana Germiča. Rad se bi zahvalil vsem, ki nas podpirajo, občini Ravne, županu Tomažu Roženu, ki vedno pogleda na nas, vsem svetnikem in svetnicam naše občinske skupščine, sponzorjem, Vesariji Sedovšek, Koratul, potem imamo zavarovalnico Triglav in več manjših sponzorjev. Radi bi, ne smemo pozabiti, da ima klub Fužinar danes nosi legitimacijo 100 naših članov. Vabimo vas še naprej, da se nam pridružite in vzamete kartico ugodnosti. S kartico ugodnosti ste pridobili na eni strani, drugi nas pa na drugi strani, vi pridobite na drugi strani, nas pa podpirate, da bomo lahko nadaljevali s svojim delom. 14 trenerjev imamo danes v klubu. 14 strokovnjakov, ki se ukvarjajo za pedagoškim delom, strokovnim delom in rezultati se nižajo. V upanju, da bomo nadaljevali po tej poti še naprej,
Vas vse lepo pozdravljam in vam želim srečno. Zdaj pa vabim župana, gospoda magistra Tomaža Rožena, da pove kako besedo za okrog našega nogometa. Lep pozdrav. Spoštovane nogometašice, nogometaši, zbrani tukaj na stadionu, spoštovani trenerji, dragi starši, spoštovani predsednik nogometnega kluba Fužinar, spoštovani poslanci državnega zbora Peter Oder, ne vem, kje je zdaj skrit, nekaj se skriva v drugi funkciji vodja nogometne šole, skratka vsi ljubitelji nogometa, lepo pozdravljeni tukaj na Ravnah na praznik nogometa, kot ste pomenovali današnji dan. Na občini smo veseli, da vidimo tukaj zbrano mladino vseh starostnih kategorij, s katerimi trenerji resno zavzeto delajo. Nogomet na Ravnah v preteklosti ni bil tako sjajni podobi, kot je sedaj, zato bi se danes zahvalil vsem, ki ste prispevali k dejstvu, da lahko 150 otrok vadi redno, resno, strokovno, tudi nogomet, kot so da eden najbolj popularnih športov na našem planetu, ki pa žal na Ravnah v preteklosti ni imel takšne vloge, kot bi si jo zaslužil. Ocenjujem, da boste seveda z dobrim delom vašega predsednika, tudi omenjenega poslanca Petra Odra, ki je vodja nogometne šole, kot rečeno strokovnim delom trenerjev, s podporo staršev, tudi v prihodnje še zelo uspešen klub in če še zdaj niste najbolj množični, pa boste zagotovo v kratkem najbolj množični klub na Ravnah. Zato vas bomo seveda na Ravnah na občini podpirali. Lahko rečem, da so z našega vidika vaše ambicije dobrodošle. Nazadnje smo reševali nekvaliteto te trave, zmogli energijo na športnem zavodu. Tu bi se zahvalil tudi direktorju športnega zavoda, gospodu Miranu Mlakarju, ki je do zdaj pomagal. Pokazali ste ambicije nedavno tudi na umetni travi na manjšem stadionu in tudi ambicije skupaj kažemo za izgradnjo pomožnega objekta pri stadionu, da ne bo ta tribuna tako samevala, da bodo tu še objekti, ki jih seveda nujno potrebujete za še boljše delo z mladimi, za še boljšo vadbo. Hkrati seveda čestitke in pa pohvale vašim članom, ki se segrevajo za tekmo in so osvojili že naslov prvaka v svoji kategoriji in bodo danes prejeli tudi zaslužen pokal. Tako da delate resnično vsemi selekcijami in vam zato še enkrat iskreno čestitam in zagotavljam, da bo občina seveda nogometu na Ravnah stala ob strani, da bo v tej zelo dolgi tradiciji, ki je na Ravnah nogometa, ob ne tako bleščeči bližnji preteklosti, ob zelo bleščeči sedanjosti in pa verjamem, da ob zelo lepi prihodnosti, zelo uspešen šport tudi na Ravnah. Skratka, še enkrat lep pozdrav na vašem prazniku nogometa, kot ste ponovali ta današnji dan. Dajmo se priditi za name, Tako, Dragoljub Žiladinović in ostale. Pazi, in aplauz najprej za primerno himno, nogometna kluba, hvala lepa, zdaj pa gremo. Zdaj. Kje se reke, gremo na te zrak. Gremo nazaj proti tribunam, okrog, nazaj.
Takole se postavljajo najmlajši selekciji U7 do U18. Hvala lepa. Sive glave imajo v čast predsedniku nogometnega kluba gospodu Rajku Prazniku. En aplavz za tole zanimivo pravo gesto, ki bo prišla tudi do anale tega nogometa na Koroškem in tudi vseh. Zdaj pa pogledamo postave. Pri gostih številko 1 Uroš Predar, 17 Boris Rojko, 13 Peter Ozimič, 10 Igor Šnuber, 5 Primož Rojko, 9 Aleš Razboršek, 18 Aljaž Breznik, 11 Adam Božnik, 7 Mitja Trsenjak, 4 Istok Pišek in 19 Goraz Domadenik. To je prva postava gostov. Rezerve pa so Tomaš Cednjac, številko 14 3 Matic Lilek, 16 Uroš Tomažič, 8 Sminjak Topolovec, 15 David Neskovar, 12 Saša Petrovič in 2 Žiga Dobršek. Peter Kovaček pri gostih, pomočnik trenerja Istok Pišek in fizioterapeut Vidica Pišek. Prevajeno za vse. Koroški klub nogometa. Fužina. Številko 1 Marko Ažman. Številko 2 ima Andrej Čapelik. 3 Aljoša Gracej. 4 Kristjan Celner. 23 Mitja Juraja. 18 Matej Glavak. 99 Milen Rotovnik. 37 Gregor Ovčar, golgeter domačega kluba. 10 Jernej Mlakar. 27 izkušeni Peter Stočko. In 21 trener in legenda Niko Godojski.
Novi prostor, še gledalce, da še enkrat zadovoljno. Gospoda Šulerja. Simbolično so prišli poklicni gasilci gasilskega zavoda, ki čestitajo domači ekipi, simbolično, da bi bili v naslednjih sezonah tudi čim više. Tako da Ko se poslavljamo s slovesnosti ob zaključku uspešne nogometne sezone nogometnega kluba Fužinar in vas pozdravljamo srečno.